Energetska obnova stavb je tudi velika priložnost za zagon gospodarstva, saj bi bilo treba tako obnoviti kar 80% stavb. Četrtina teh je večstanovanjskih. Prav v teh stavbah pa je energetska obnova skoraj zastala zaradi določila stanovanjskega zakona, ki zahteva 100% soglasje etažnih lastnikov za najetje posojila pri bankah in ekoskladu. Čeprav Ekosklad za energetsko obnovo večstanovanjskih stavb letos namenja 6 milijonov evrov, se bo spet zataknilo pri zahtevanem popolnem soglasju etažnih lastnikov za najetje posojila. V objektu, kjer stanuje 100 ljudi, se le eden ali dva odločita, da nista zainteresirana, pa mora potem vseh 98 v bistvu živeti v energetsko potratnem objektu. Škoda je, ker je na skladu zadosti denarja za kredite in bi lahko na ta način plasirali več denarja na trg. Posledice birokratskega določila občuti tudi gospodarstvo. Celotna sanacija vseh večstanovanjskih objektov je ocenjena na 2 milijardi. Če to potegnemo skozi obdobje recimo 20 let, dobimo izpad prihodkov na tem področju v višini 100 milijonov evrov. In rešitev 100% soglasje etažnih lastnikov naj se zakonsko zniža na 90% večino. Problem je doseči konsens pravne stroke, kje je meja med osebno lastnino, ki ovira druge lastnike. Ali je to res 100% ali to 90%? V Centru energetske učinkovitosti še opozarjajo, da neživljenjska ureditev onemogoča izvajanje energetskega zakona. Ta zahteva, da letno energetsko saniramo vsaj 3% stavb, zdaj jih manj kot odstotek.